Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Prejšnji teden smo si ogledali družbeno-kritični skeč, ki ga je ustvarila skupina gledališke šole Talija iz Kopra. Najprej pogledamo, kaj so povedali o skeču, nato pa si bomo pogledali še izsek predstave. Gledališka šola Talija iz Kopra je s skupino študentov in odraslih pripravila družbeno-kritični skeč Gospod Snežak in Janez Novak. Igralci so se publiki predstavili v Centru mladih Koper pod mentorstvom Urške Bredaške-Morato. Skeč govori o tipičnemu Slovencu Janezu Novaku, ki je poročen, ima 2 otroka, povprečno plačo in živi normalno družinsko življenje v slovenskem naselju. Po snežni noči Janez zjutraj izdela snežaka, na katerega je zelo ponosen, a kmalu njegovo navdušenje zbledi, ker se sosedom izdelek zdi žaljiv in neprimeren. V bistvu, 1 uro je prišla Urška in je imela eno predlogo in potem smo iz te predloge začeli preko improvizacije razvijati celotno to igro. Tako da v bistvu tudi danes to, kar bomo prizorili, je tekst improviziran. Imamo samo pač neko predlogo in potem iz tega izhajamo. Bi rekla, da je trajalo več kot 1 mesec priprave, tako postopoma, da smo res prišli, mi sami spoznali naše like, naredili nek backstory naših likov in dejansko prišli do tega, kar imamo danes. Mislim, da je zanimivo, da je vsakič malo drugače. Imaš en nabor enih stvari, ki bi jih v bistvu mogoče predstavil, pa pol pride ven raznoliko, vsakič malo drugače. Znotraj improvizacije je imel vsak igralec svoj definiran lik. Janez Novak je moj lik, to je v bistvu tipičen primer navadnega človeka. Kako pa se razlikuje od tebe? Ne vem, jaz načeloma ne strmim v nekem vsakdanju, oziroma ne bi rad v potirnicah igral vsi. Ta Janez Novak pa je tipičen, ne vem, klasičen človek za reči, s klasičnimi navadami, običaji in tako. Jaz pa ne grem v to smer. Moj je v bistvu lik novinarke in je taka, ne vem, odrezavano, taka malček rada špikne. Jaz sem v bistvu fitness trener, ki hitro zgubi živce in v bistvu kritiziram, zakaj je Snežak tako debel. In da v bistvu ta Janez Novak promovira debelost v družbi in kritizira malo debelost in potem se mi zmeša. Torej, jaz sem borka proti rasizmu in praktično gledano zagovarjam to, da je treba v koaliciji vzpostaviti neko hierarhijo enakopravnosti. Kakšno pa je sporočilo skeča? Ja, v bistvu je kritika na celotno družbo, na neke ideje, ki se nam porajajo in ko si vsak hoče neko svoje prepričanje razviti in v bistvu to kritiziramo. Ja, jaz bi rekla, da je tle največje sporočilo ravno to, da nekako današnja okolica želi vcepiti vsakemu posamezniku svoje razmišljanje in zaradi tega prihajajo do marsikaterih nesporazumov in prepirov. Sedaj pa si poglejmo izsek predstave. Kje je kamera? Hvala, Marjana. Javljam se iz terena, ker je na nedeljsko jutro stanovalce običajno mirne sosedske Ljubljani pretresel dogodek, ki jih bo prav zagotovo zaznamoval za celo življenje. Za menoj stoji groteskna pojava, ki je v prvotni idilični belini dobila črn pečat. Gospod Novak, ki je do današnjega jutra veljal za miroljubnega človeka, je svojim sosedom vzel veselje do zimskih radosti. Po pogovoru s gledalko, ki nas je v aferi kontaktirala, smo poizvedeli, da to ni Novakov prvi udarec, vendar je danes zagotovo dosegel svoje više. Kakšne bodo posledice? Kako bodo ukrepali sosedi? Poglejmo. Pozdravljeni, ste vi sosede gospoda Novaka? Na žalost, naša okolice da. Kaj je naredil? Novak je rasist. Zakaj tako menite? Snežak. Torej, kot lahko vidimo, je gospod Novak prav zagotovo rasist. Rasist? Boste vi kaj povedali, gospod? Aha, ja. Vidim, da ste prišli. Gospod Novak promovira nezdrav odnos do okolja in pa seveda poglejte, kaj promovira, kakšen oblični odtis daje. Jaz mislim, da je cel svet zdaj za to.
Torej, kot lahko vidimo, gospod Novak onemogoča zeleni prehod in je absolutno nevaren za človeštvo. Gremo naprej, gospodu, se bomo povedali za našo televizijo. Seveda te bom. Gospod Novak živi nasproti vrtca in otrokom razkazuje intimne dele. Kot lahko slišimo, je domnevno gospod Novak tudi pedofil. Gospod, boste kaj povedali za kamero? Kje je kamera? Gospod Novak promovira debelost. Se opravičujem, Marjana, za kratko prekinitev, ampak če smo nazaj, gospa, povejte. Ja, gospod Novak je zelo nestrpen. Ne sprejema drugačnosti. Je homofob in seksist. Torej, kot lahko slišimo, je gospod Novak tudi homofob in seksist. Ja, gospod Novak, vi ste čudoviti. Vi ste naš moški meseca. Naše punce. Naše punce so vas brale. Tako da zvečer smo z njim. Ok, se vidimo. Torej, kot lahko vidimo, si je gospod Novak že pridobil svoje sprevržence in zdaj širi ta kult okrutnosti. Pa ne samo to, gospod Novak živi tudi v neposredni bližini vrtca in svoje intimne dele razkazuje otrokom. Ne! Ti big babi, za 300 kosmatih medvedoma, da bi jaz hodiš vzel. Pa kaj je z vami narobe? Naredil sem navadnega snežaka, da pričaram to zimsko vzdušje tilo. In vi pridete na moje posesti, znašate name vse vaše frustracije in frustracije te bolne družbe, v kateri živimo. A vam mogoče zgledam kot kakšen koš za smeti? Jaz sem nenavaden Janez Novak, s svojim mirnim življenjem. In tak je in tudi bo moj snežak. Ampak danes biti navaden, normalen Janez Novak ni več normalno. Kajti nova normalnost pomeni to, da je normalno vse, kar je bilo še pred kratkim obravnavano kot deviantno. A se vam ne zdi, da smo malo zašli kot družba? Kaj pa ljubezen, prijateljstvo, mir, spoštovanje? Torej, zanikate, da razkazujete svoje intimne dele otrokom. Takoj izginete z mojega dvorišča, ker po uradnem listu Republike Slovenije številka 20/2020 35. člen pozrne pa bodu kršite zakon o vstopu na tujo rastlino brez mojega dovoljenja. In ne pozrite Včeraj smo obiskali odprtje kiparske razstave Dimenzije v Libertasu. Sodobni kiparji so imeli priložnost razstaviti svoje dela v Libertasu v okviru razstave Dimenzije. Če ste skeptični do kiparstva, vas bo razstava presenetila, saj je njena posebnost raznolikost tehnik in materialov, iz katerih so umetnine izdelane. Razstava je nastala v sodelovanju med mestno občino Koper in galerijo Insula. Razstavo smo oblikovali tako, da sva z Dejanom Mehmedovičem, iz galerijo Insule, sva si zamislili, da bi v prostoru Libertasa, ker je trenutno, ki je bil prazen, in nadahnilo za to, da lahko postavimo kipe večjih dimenzij oziroma skulpture, se pravi take, ki jih morda v nekih klasičnih razstaviščih, ki jih imamo v Istri, ne moramo postaviti. Na to so naredili en poziv in so v bistvu akademske kiparje pozvala, če bi se odzvali, če bi bili pripravljeni razstavljati, in potem so imeli kar en dober nabor in v bistvu so nekako se zdaj odločila, kako bova oblikovala dimenzije te razstave. Se pravi, pogoj je bil, da so kiparska dela večjega formata, druga želja je bila seveda, da gre za sodobne avtorje. Svoje dela razstavlja 20 umetnikov. Po naključju jih je polovica žensk in polovica moških. Bi upal reči, da je pravzaprav to mala pregledna razstava sodobnega oziroma aktualnega kiparstva v slovenskem prostoru. Se pravi, zaradi tega, ker temelji na nekem konceptu, ki to omogoča. Tako da tukaj imamo zelo razpisano, razstava je zelo raznolika, mnogo raznovrstni kipi so pred nami, oziroma bomo rekli tam kiparska dela rajše, kot da so to kipi, kajti v današnjem času je to bolj pravilni izraz. No, ampak posebno je v tem, da imamo toliko različnega, ampak poenoteno v nekem konceptu. In ta koncept je to, da pod, bomo rekli, pojmom dimenzij
lahko razumemo več kot neko materialno. Se pravi, to niso dimenzije, ki so samo dimenzije kot neka velikost, ampak so to dimenzije, ki presegajo materialno, se pravi, govorimo o nekem konceptu, ki je miselni, ki ima, bomo rekli, drugačna, širša ozadja. Avtorji so se imeli priložnost poigrati z dimenzijami prostora nekdanjega skladišča soli. V njem je dovolj prostora tudi za velike skulpture, največje pa visi stropa. No, ta je res največja skulptura, tudi moja, največja skulptura, kar sem jih naredil. Je pač predstavlja neko žival, ki verjetno plava v vodi ali lebdi v zraku ali nekaj takega. Malo je podobna nekemu mogoče kitu, orki ali kakšnemu kleščarju ali ne vem čemu. Tako da prepuščam jaz malo gledalcem, da vsak definira to po svoje in tudi nima naslova. Tako pač delam, pa večina teh svojih skulptur se navezuje na živali, na neka bitja, na tako nek organski svet, in to je pač moje izhodišče pri mojem delu. Imate mogoče kakšno biološko ozadje? Malo ozadje je tudi to, da v bistvu, ko razvijam skulpturo, gre malo za nek evolucijski proces, da mogoče kakšne ideje propadejo, kakšne ideje se razvijajo nekam v kakšno nenavadno smer in to malo prepuščam, tako da se včasih malo presenečam, kaj v ateljeju nastane. Umetniška dela so narejena v različnih tehnikah, nekatere celo spremljajo videoposnetki. To skulpturo sem prvič postavila leta 2007 v Ljubljani v Peterkotnem stolpu. In to je v bistvu tretjič, da stoji tako, in to je nekako nestabilna stabilnost, je sestavljen iz pač te kletke, v kateri vsi mi smo nekako, zato ker kanarček je pač mora biti v kletki, da ga mačka ne poje, zato ker mi umetniki smo tako nekako eni kanarčki. To nekako ne smo tako. Pa porcelan oziroma ta material, ki tako nestabilno stoji na tem, ampak v resnici je zelo stabilen in zelo trajen. 10.000 let bojo te male figurce trajale. Pač video je pa nekakšen drugačen pogled na to, ki ga kot gledalec te skulpture tako ga ne moreš videti. Tako s performerko pa dobi neko drugačno dimenzijo, se razširi v svojem pomenu, na nek način. Na ogled so tudi kipi iz bolj tradicionalnih kiparskih materialov, kot je les. Predvsem, ko delam v lesu, na vse zadnje me je zanimalo pravzaprav drevo samo. Drevo samo ima neko rast, neko gibanje, nek ritem. In sem rekla, v tem slučaju teh treh figur sem upoštevala to naravno rast in vse te kot nepravilnosti, ki dajo pravzaprav figuram življenje. Iz teh debel sem potegnila samo par značilnosti ven, da so prepoznavne figure, ostalo sem prepustila naravi sami. Razstava je dokazala, da je umetnost mogoče ustvariti tudi iz nahrbtnikov za dostavo hrane. Recimo, da je v današnjem času, ki ti vse pripeljejo na dom, in plenice, in zdravila, in cigarete, in vse, in če ti manjka malo religioznosti, pokličeš na hitro hrano in oni se na vežbi odpelje k duhovnikom in oni mu dajo te artikle in on ti prinese na dom, naprimer, jaslice, kot so to. Se pravi, to je prvič koprodukcija z mano in mojim očetom. Tehnična izvedba več ali manj moja. Kič v škatli je patent od mojega očeta, je njegova dolgoletna tradicija. Samo tokrat sem ga prvič aranžiral jaz in tudi izbral. Naredil sem takšno bolj mehko kompozicijo, ki v bistvu spominja na estetiko enega internetnega mikrožanra Vaporwave, ki je znan po svojih
razsekanih ritmih in v bistvu nekako žanrske kritike kapitalizma s tem poudarkom nekega ekscesa, kar se navezuje tudi na to, kar je že on povedal, dostava na dom, nikoli ni dovolj, vse mora biti na dom. In še, to je v bistvu ogledalo današnje družbe, vse je hitro, vse na dom in še vsi smo prekarni. Obiskovalci lahko sodelujejo pri ustvarjanju dela Hočem tvoje nehoteno, ki je narejeno iz sterilnih plošč z gojišči, ki se jih lahko obiskovalci dotaknejo in tako okužijo gojišče. Vse ostalo pa opravi narava. V bistvu sem jaz zastavila shemo, ampak prav kaj se ustvari, sama vizualna podoba je pa odvisna dobesedno od mikrobov na rokah obiskovalcev. Tako da jaz to zbiram in nastane zelo atraktivna slika, no, lahko. Ena izmed umetnin je tudi kip umetnika Aleša Župevca, znanega pod imenom Maxi. Ta skulptura je narejena v sodelovanju z umetnikom Bradom Downeyjem, ki izvira iz Amerike, živi pa v Berlinu v zadnjih letih. Je portret Maxija, tistega v bistvu ljubiteljskega umetnika, ki je skupaj z Bradom ustvaril Melanjo v bistvu v lanskem letu in katera je bila tudi potem demolirana, kako se reče temu, vandalizirana. In odlitek bronast postavljen na njeno mesto. Od tega video je tudi v ozadju, ki razlaga zgodbo o Maxiju. Midva sva pa v bistvu z Bradom hotela narediti tako na zahvalo in poklon Maxiju za vso podpiranje delo in sodelovanje, ki ga je imel z Bradom. Nažalost je letos januarja Max preminil zaradi bolezni in se je to v bistvu prelevilo v monument Maxiju in tako v bistvu Maxi živi naprej, no, on in spomin na njega. Razstavo si lahko ogledate do 12. maja v skladišču Libertas v Kopru. Hvala za pozornost. Nasvidenje.